Živjo. No, vsi vemo, kako pomlad prebuja naše hormone in tudi poletje nas kar odnaša v ene spet ljubezenske sfere. In te občutke, tudi če smo že starejši, se vsi zelo radi spominjamo, ne, na poletje, na kakšne poletne romance, na tisto zaljubljenost, ki je bila od začetka vajinega odnosa. Saj nam ta zaljubljenost pravzaprav prebuja in cel kup enih prijetnih občutij, a ne. Žalostno je to, da se potem z leti nekje ta občutja kar izgubijo. Čeprav po raziskavah sodeč naj temu ne bi bilo tako. Pravzaprav bi mogli ljudje znati ohranjati te občutke, ne zdaj, da je to ista zaljubljenost kot na začetku, ko smo čisto neumni, a ne. Ali pa dajmo reči brezglavi, da ne bom nespoštljiva. Bi pa vseeno v eni dolgotrajni ljubezni oziroma v enem dolgotrajnem partnerskem odnosu poleg te začetne vznemirljivosti mogli v naših možganih zažareti še več enih središč. Se pravi, okrepi se tisti center za navezanost, za strah, za tesnobo, saj pravzaprav z leti pridobimo na varnosti, da imamo nekoga ob sebi, da imamo nekoga, na kogar se lahko zanesemo in se lahko tudi ta področja v možganih okrepijo. Zdaj, ta stil navezanosti, a ne, je zelo povezan tudi s tem, kako smo mi kot otroci bili navezani na naše starše oziroma kakšne možnosti smo tam dobili kot otroci. Se pravi, ko je otrok v stiski, ko zajoka, ko rabi nek objem, je zelo pomembno za njega, da se mama oziroma njegovi skrbniki nanj odzovejo, se pravi, da se odzovejo na otroka. Ker če otrok vsakokrat, ko je v stiski, vsakokrat, ko se oglasi, dobi nazaj nek feedback iz okolja, da je on pomemben, da je njegova stiska pomembna, potem lahko tudi kot odrasli, a ne, pravzaprav to ponotranjimo, ne kot odrasli, ampak to se, s tem rastemo, to se ponotranji, to rata del nas, to rata naša osnova in na podlagi tega potem tudi sprejemamo naš zunanji svet, kot odrasli seveda. In bomo tudi v partnerstvu veliko lažje dobili oziroma nam bo to privlačno, da dobimo nekega partnerja, kjer se bomo lahko varno navezali. Se pravi, da vsakič, ko bomo v stiski, da vsakič, ko nam bo hudo, vsakič, ko bomo potrebovali nekoga, da se na nas odzove, vemo, da se bomo lahko zanesli na partnerja. Zdaj, razlika mogoče v otroštvu pa odraslosti je ta, da v otroštvu smo potrebovali te odzive na naše stiske takoj. V odraslosti, a ne, pa zmoremo glih zaradi tega že nekoliko sami sebe pomiriti in lahko počakamo na ta odziv partnerja nekoliko dlje. Se pravi, lahko počakamo, da partner pride iz službe, pa mu takrat povemo, koliko je bil grozen dan, kakšna stiska je bila danes in tako naprej. Ampak še zmeraj pa smo ljudje in še zmeraj rabimo tudi v odraslosti nekoga, ki se bo odzval na naše stiske, a ne. Zdaj, v primeru, da naših staršev ni bilo na voljo oziroma da se enkrat so bili, enkrat niso bili, enkrat so se odzvali na nas, enkrat se niso, potem bomo pa razvili mi zelo veliko enega nezaupanja do sveta oziroma do ljudi, razvijamo lahko izogibajočo navezanost, se reče, no, ali pa če pustimo te strokovne izraze. Skratka, ne bomo bili to prepričani v to, da nas bo nekdo v naši stiski slišal, razumel, objel, da bo tam za nas, da se lahko na nekoga zanesemo. In ta napetost, ta nemir pravzaprav ostaja v nas tudi v odraslosti, se pravi tudi v odraslosti, ko imamo stisko, imamo ta nemir, eno negotovost, kam se obrniti, a bomo zmogli sami, a lahko temu zaupamo, ne moramo temu zaupati, kar pomeni, da se naše telo veliko kasneje pomiri. Zdaj, v partnerstvu zna to biti velik problem, sploh recimo, kadar se najde ta nekdo, ki bi ves čas visel na partnerju, ker ga samo to pomiri, a ne, ker bi sam konstantno rabi eno to odzivnost zaradi tega, da vidi, da je okej, da je varen, da ne bo ta partner kar odšel. In pa recimo drugi partner, ki pa mu zelo veliko pomeni to, da je sam za vse, ker se je že kot otrok okrepil temu, da je on tisti, na kogar se lahko zanese in na nikogar drugega in potem pravzaprav vse v življenju poskuša rešiti sam. Se pravi, tudi to, kar je problem v partnerstvu ali pa, ko partner pride na njega, a ne, se on rajši umakne oziroma takrat se še bolj umakne, ker je to zanj takrat zadošljivo. In on rabi tudi to stisko spet umiriti sam.
kar je grozljivo in pravzaprav zelo krivično za oba, ne, nobenemu od teh dveh partnerjev ni lažje. Pravzaprav oba doživljata to krivico, da morata v najhujšem času doživljati še en dodaten stres. In zdaj ena vaja, pravzaprav, ki je zelo luštna za partnerje, ki bi si želeli delati na tem, da se lahko varno navežejo. Je ena pravzaprav zelo kratka vaja, pa vam jo bom danes zaupala, ampak je pa res pomembno, da jo redno izvajate. Ni zdaj toliko pomembno, da jo izvajate vsak dan, kakor je res pomembno, da jo izvajate dlje časa, ampak lahko z njo pravzaprav res začnete spet aktivirati tiste centre, ki so takrat zamrli, ne, in da se spet na novo oživčite, če tako rečem, tudi na tem predelu, ki je pomemben za varno navezanost. Zdaj s partnerjem lahko trenirate tole pravzaprav na način, da sedite en nasproti drugega, da date roke na prsi, na prsni koš, kakorkoli vam je bolj udobno, ali tako, ali eno čez drugo, ne, nima veze, važno, da začutite samega sebe. Zamižite in 3-krat globoko vdihnete. Nato odprete oči in pogledate na prsni koš partnerja, se pravi njegove roke. Gledate, kako se njegove roke premikajo in dvigajo. In potem se pogledate v oči. In ko se gledate v oči, si predstavljate, kako se med vama, oziroma začutite, kako se je med vama ustvarila tale povezava, samo s tem, ko sedite en nasprot drugega. In pravzaprav lahko začutite to povezanost z drugim živim bitjem, z vašim partnerjem, tudi če niste z njim v objemu, tudi če nič ne govorite, tudi če se ne čutite telesno, ampak da lahko pravzaprav umirite svoj hormonski ali pa živčni sistem telesni, samo s tem, da vidite, ok, nekdo je tukaj, nekdo se odziva name, nekdo me gleda. In s tem boste pravzaprav umirjali svoje telo in vam bo to prineslo veliko več ene trdnosti, ene varnosti, ki vam bo s časoma tudi dal to gotovost, da je ta partner res tukaj za vas. Zdaj, navezanost je, prav ta navezanost, ki smo jo razvili do svojih staršev, je zelo nekaj temeljnega, je zelo nekaj, kar je težko spreminjati pravzaprav, ampak vseeno tole je ena taka preprosta vaja, ki ima zelo velik učinek, če jo redno delate. Pomembno je predvsem to, da lahko zdaj, takrat, ko date roke na prsi in zamižite, začnete iskati najprej svojo varnost. Se pravi, da najprej vsak zase začuti svoje telo, da začuti, ok, v redu sem, preživela bom, ker tlele sploh, mogoče se komu zdi smešno, to preživela bom, ampak velikokrat se pri takih navezanostih razvije res ta globok strah, kjer sploh misliš, da ne boš preživel brez tega partnerja, da enostavno si ne predstavljaš življenja več brez tega partnerja. In to je grozljiv strah, ker pravzaprav v osnovi moramo mi najprej imeti svoje življenje ali pa neko svojo osnovo, na kateri lahko sploh mi živimo, ne moramo tega našega življenja kar obesiti na pleča nekoga drugega, tudi če je to naš partner, Tako da najprej moramo začutiti sami sebe in začutiti naše telo, naše bistvo, našo osnovo. Tudi če je prazna ta osnova, samo da jo začutimo in da vemo, da smo z njo in da lahko z njo zdržimo. In takrat, ko lahko mi z njo zdržimo, lahko potem tudi pogledamo partnerja v oči, oziroma najprej v roke, pa potem v oči. Da začutimo najprej še bližino nekoga drugega in potem še v oči, kjer lahko prav to povezavo, energijo začutimo. Drugače res zelo simpatična vaja, zelo enostavna, pa se mi zdi, da energijsko zelo, zelo močna. Dajte poskusiti. Pa dajte mi prosim kakšne feedbacke, lahko tudi na zasebno sporočilo mi pišete, kako vam je ta vaja šla, kako vam je pomagala, če vas je kaj umirila, če vam je kaj prinesla, in bom res vesela tudi vaših informacij.
En lep pozdrav poletni in se kmalu spet kaj slišimo. Adijo!